Izvolite naprej, se mečkam pomestiti. Super. Od termalne vode pa do tiste, ko malo bolj zaželi. Pa boste delati? Kako se lepo zdržite? Ne mogu tam biti finski. A pa se treba prepričati do nas. Pa še enkrat. Spoštovani gostje, toplo pozdravljeni v srcu prečudovite Tuhinjske doline ob tej krasni priložnosti, ko navdihujoča zgodba Term Snovik dobiva novo poglavje. Tuhinjska dolina s svojimi naravnimi bogastvi in pridnimi, podjetnimi ljudmi predstavlja pravi biser. V njenem srcu so Terme Snovik skozi 30 let, vse od pilotnega projekta, postale zgled inovativnosti, trajnostnega turizma in spoštovanja do narave, vedno z močno vizijo trajnostnega razvoja. Danes bomo slovesno postavili temeljni kamen Knajp Natur Hotel. Izjemno zahteven podvig je skladen s strategijo turizma v Sloveniji in strategijo turizma občine Kamnik in celostno predstavlja slogan zeleno, zdravo, aktivno. Ob tej priložnosti smo posebej veseli, da nas je svojo prisotnostjo počastil minister za gospodarstvo, turizem in šport Republike Slovenije, gospod Matjaž Han. Dobrodošli. Posebej med nami pozdravljam tudi župana občine Kamnik, gospoda Mateja Slakarja, idejnega vodjo in prokurista Term Snovik gospoda Ivana Hribarja, direktorja Turistično-gostinske zbornice Slovenije Fedija Pobegajla in našo današnjo gostiteljico, direktorico Term Snovik Katarino Adam. Pozdravljam tudi vse druge spoštovane goste in vas, spoštovane gospe, gospodje, drage deklice in dečki, vsi, ki ste svojo prisotnostjo počastili to slovesnost. Vsaka stavba je trdna, nekolikor so trdni njeni temelji. Zato ima simbolno dejanje polaganja temeljnega kamna še mnogo globlji pomen. Pred 30 leti sta Ivan Hribar in Srečo Vrankar podpisala dogovor o vlaganju zemlje z družbo Terme Snovik. Sklenjen je bil prav pri Minskem kamnu, ki danes krasi navem in predstavlja simbol čvrstosti in trajnosti, ki naj se nese na vse, kar se tukaj ustvarja. Temeljni kamen, ki ga postavljamo danes, je tretji temeljni kamen v zgodbi Term Snovik,
ima še posebej globoko simboliko. Se prihaja iz Urankarjeve rojstne hiše in tako s seboj nosi tradicijo, spoštovanje do zgodovine, do tega prostora in ljudi, hkrati pa predstavlja zavezo za odgovorno ustvarjanje prihodnosti. Polaganje kamna bomo pospremili s kulturnim programom najmlajših, ki naj v temelje položijo zavedanje, da na mladih svet stoji, da gradimo svetlo, cvetočo prihodnost zanje. Pospremili ga bomo tudi z blagoslovom, ki naj v celotni projekt prinese še širino skupnega dobrega za vse. Slovesnost začenjamo v lepoti narave, kjer bo sedaj tudi obred polaganja kamna, slavnostnimi nagovori in kulturnim programom pa bomo nadaljevali v dvorani. Da bo harmonija spremljala nastajanje novega hotela, bo polaganje kamna s pesmijo pospremil otroški pevski zbor osnovne šole Šmartno v Tuhinju. Njihov zborovodja je Peter Pogačar. Z idejo, da počastijo pogumno vizionarstvo ustvarjalcev Terem Snovik, so izbrali pesem s povednim naslovom. Hrabra pesem, za katero je glasbo in besedilo ustvarila Katja Gruber. Sedaj povabim spoštovane goste. Ministra za gospodarstvo, turizem in šport Republike Slovenije gospoda Matjaža Hana, župana občine Kamnik gospoda Mateja Slaparja, gospoda Ivana Hribarja in gospod Katarina Adam, da slavnostno položijo temeljni kamen za novi Naturknaj hotel. Izvolite. Obred blagoslova je vir upanja in zaupanja. Skozi zgodovino je bil del življenja ljudi v tej dolini in seveda po celem svetu. Zato sedaj lepo prosim gospoda župnika Edija Strouhala, da z blagoslovom pospremi nastajanje novega hotela. Spoštovani navzoči, spoštovani gospod minister, gospod župan, gospod Ivan, gospa Katarina, vsi navzoči, naši otroci, tudi z moje strani vas lepo pozdravljam na začetku tega obreda, tega blagoslova temeljnega kamna. Pa začnimo z znamenjem križa, v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha, Gospod z vami. Na začetku prisluhnimo še vaši besedi. Berilo iz prvega pisma apostola Pavla Korinčanom.
bratje in sestre, božji sodelavci smo, vi pa ste božja njiva in božja skradba. Po božji milosti, ki mi je bila dana, sem kot moder stavbenik položil temelj, drug pa zida naprej. Vsak pa naj gleda, kako zida naprej. Drugega temelja namreč nihče ne more položiti, razen tistega, ki je že položen, in ta je Jezus Kristus. To je božja beseda. Gospod naj nas varuje. Gospod naj nas varuje. Če Gospod ne zida hiše, se zaman trudijo njeni zidari. Če Gospod ne varuje mesta, strežnik zaman čuje. Gospod naj nas varuje. Zaman vam je usajati pred svitom, sedeti pozno v noč pri delu, jesti kruh trdega truda, saj ga svojim ljubljencem daje v spanju. Gospod naj nas varuje. In pred blagoslovom še prošnje. Drage sestre in bratje, ob tej slovesni priliki prosimo Gospoda. Gospod, varuj in vodi gradnjo bodoče stavbe, knajp hotela, in nam pomagaj, da ga bomo srečno dogradili. Smo te usliši nas. Gospod, vse skrbi in težave polagamo v tvoje roke in te prosimo, da bi bili pripravljeni nositi bremena drug drugega. Smo te usliši nas. Gospod, prosimo te za vse, ki so brez strehe nad glavo, da ne bi obupali. Prosimo te usliši nas. Gospod, spominjamo se vseh, ki so pri delu za vsakdanji kruh izgubili življenje, naj najdejo večno srečo v tebi. Gospod, sprejmi te in vse naše druge prošnje ter jih usliši, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Gospodovi vsemogočnosti izročimo, se pravi, potek tega dela, delavce in vas, organizatorje, in se izročimo še Bogu Očetu z Jezusovo molitvijo. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolgi, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne upeli nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen. In blagoslovna molitev. Molimo, vsemogočni Bog, Oče luči, od tebe prihaja vsak dober dar in vse, kar živi, napolnjuješ s blagoslovom. Bodi z nami in blagoslavljaj naša prizadevanja pri gradnji novega knajp hotela. Blagoslovi ta temeljni kamen. Naj začeto delo ob sodelovanju in podpori vseh dobro napreduje in se srečno konča po Kristusu, našem Gospodu. Hvala organizatorjem za zaupanje in povabilo za ta današnji blagoslov, za današnjo slovesnost, pa naj nas spremlja Božji blagoslov, tudi vse navzoče Gospod z vami. Blagoslovi nas vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Amen. Živimo v miru. Poklone. Iskrena hvala vsem za res lepo opravljen obred, ki verjamem, da je izjemna popotnica v vse, kar se bo tukaj dogajalo. Sedaj pa vas vabim, da s današnjo slovesnostjo nadaljujemo v dvorani, kar po tejle rdeči preprogi se sedaj priselimo v notranje prostore. Ali ješ pohod to glasno, ga pa že v vrtcu zjebavajo, tam se začne pa naprej. Nič krivo, on bo upal. Samo umne stvari. Hkrati potovali na Katarina, stvaranje se veliko pogovarjamo iz goste in za dolino, da imamo
Gostje. Spoštovani gostje, naj vam še enkrat izrečem, pa dobrodošli na drugem delu današnje slovesnosti. Novi hotel je namenjen predvsem sprostitvi, uživanju in seveda tudi veselju. Da pa bo danes veselo, bodo sedaj poskrbeli otroci iz enote Palček, vrtca Antona Medveda Kamnik. Mentorici Lidija Mali in Nataša Breznik sta palčke popeljali v svet bogate, slovenske, ljudske tradicije, odkoder prihajata plesa Rašplja in ob bistrem potočku Jamlin. Lepo prosim palčke, da se nam pridružijo. Dobrodošli. Da se nismo videli, tako, pridimo. Tako. So plesalci se gledajo. Smo? Bistrem potoku Jamlin. Tako, gremo. Krpite večka, pa sem to prostor. Thank you.
Prosim, hvala. Čudoviti so bili, kaj ne? Hvala, da ste nam prinesli to darilo veselja in pa z njim tudi ljubezen do naše ljudske glasbe, plesa. Zato posebna hvala tudi vzgojiteljicam, da to naše bogato izročilo prenašajo tudi na najmlajše. V Knajp na Tur hotelu bodo 4 nadstropja sob v leseni konstrukciji. Gostom bo skupaj na voljo kar 72 sob. Nadgradili bodo tudi celotno ponudbo v termah z dograditvijo in razširitvijo wellnessa, kot tudi z obogateno gastronomsko ponudbo. Še posebej pa bodo lahko zadovoljili potrebe za izvajanje dogodkov večjega obsega. Kongresni center s kar 3 dvoranami bo namreč nadgradil obstoječo ponudbo seminarskih prostorov in bo primeren tako za poslovna druženja in izobraževanja, kot tudi za poroke, praznovanja, kulturne prireditve in športne dogodke. Načrti so zagotovo ambiciozni, a z dobrim vodstvom uresničljivi. Zato sedaj, ko vodim v nagovoru, vabim direktorico Term Snovik, gospa Katarina Adam, izvolite. Spoštovani minister Matjaž Han, spoštovani gospod župan Matej Slapar, cenjeni družbeniki, gostje, sodelavci in prijatelji Term Snovik. Danes je za Terme Snovik in celotno skupnost pomemben in slovesen dan. Polaganje temeljnega kamna za Knajp na Tur hotel ni zgolj začetek gradbenega projekta, temveč odsev naše pogumne vizije, trdne volje in zavezanosti k razvoju, ki združuje naravo, zdravje in trajnostni napredek Tuhinjske doline, Kamnika ter Slovenije kot zelene turistične destinacije. Letos je za Terme Snovik še posebej jubilejno, saj obeležujemo 30 let od začetka naše poti. Od prvih korakov s pilotnim bazenom smo z veliko predanostjo, inovativnostjo in vztrajnostjo postali prepoznaven ponudnik na nacionalni in svetovni ravni. Z gradnjo Knajp na Tur hotela, kongresnega in wellness centra vstopamo v naš največji razvojno-investicijski cikel doslej. Naša filozofija temelji tudi na načelih Sebastiana Knajpa, ki je poudarjal moč narave za zdravje in dobro počutje. S tem ohranjamo in nadgrajujemo tradicijo že uveljavljenega kamniškega zdravilišča Kurhaus. Knajp na Tur hotel pa predstavlja naravni korak v tej zgodbi. Povezuje Knajpovo filozofijo z najsodobnejšimi wellness rešitvami, ki bodo ustvarjale edinstvena doživetja za naše goste. Hotel bo zgrajen z lesa, simbola trajnosti in topline, ter z občutkom umeščen v čudovito okolje Tuhinjske doline in bo gostil čez 200 gostov. Arhitekturna zasnova in delovanje hotela bosta odraz našega spoštovanja do narave in odgovornosti do prihodnjih generacij. Knajp na Tur hotel bo več kot le hotel. Postal bo celoletna destinacija dobrega počutja, hkrati pa bo prinašal številne koristi za lokalno skupnost. Od novih delovnih mest in priložnosti za mlade do podpore lokalnemu gospodarstvu. Hotel bo prispeval k podaljšanju turistične sezone, večji prepoznavnosti Kamnika kot zelene destinacije in krepitvi sodelovanja z lokalnimi ponudniki. V Termah Snovik že danes sodelujemo z lokalno skupnostjo, saj se zavzemamo za kratke dobavne verige in zmanjšanje okoljskega vpliva. Knajp na Tur hotel bo to sodelovanje še poglobil, saj bo gostom ponujal avtentična doživetja, prežitje zdravi narave, našo zdravilno termalno vodo, neokarjeno okolico ter kulturo in dediščino kraja. Današnji trenutek je plod predanosti in dela številnih posameznikov, ki so verjeli v našo vizijo in jo podpirali skozi vsak izziv. Posebna zahvala gre mojemu očetu, prokuristu in idejnemu vodji Term Snovik, Ivanu Hribarju. Ki s svojim izjemnim prizadevanjem in vodenjem razvoja neprecenljivo prispeva k uresničitvi naše poti. Od začetka Term Snovik do razvoja tega pomembnega projekta.
Ponosni smo, da smo v zgolj 10 mesecih pridobili pravnomočno gradbeno dovoljenje, kar nam bo omogočilo črpanje evropskih sredstev. Ob tem se iskreno zahvaljujem pristojnim na občini Kamnik ter na upravni enoti Kamnik. Posebna zahvala gre tudi Ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport za sofinanciranje Knajp Natur hotela v višini 1,8 milijona evrov, kar predstavlja okvirno 8% celotne investicije. Ta največja investicija v razvoju naše družbe je zahtevala večletno pripravo, posebej intenzivne priprave pa so potekale v zadnjih 2 letih. V zadnjem letu naša razvojna skupina skrbno vodi priprave projektne dokumentacije, katero strokovno pripravlja Biro Studio Pirš s partnerji. V projekt je vključenih več kot 35 inženirjev različnih strok. Iskrena hvala ekipi Studio Pirš. Odgovorni projektant, gospod Sandi Pirš, je lepo navedel, kaj nas čaka. V sožitju bomo skupaj delali nadaljnje leto in pol, reševali sprotne zagate in se veselili izgradnje vsake nove etaže, vse do dne, ko upajmo, se bomo zadovoljni in srečni zopet sestali tu, v Snoviku. Hvala vsem, ki nas podpirate na tej poti. Vaše zaupanje je ključno za uresničitev naše vizije. Iskrena hvala vsem sodelavcem Term Snovik in Zarje Kovis za njihovo predanost in ustvarjanje storitev, v katerih naši gostje res uživajo. In hvala tudi vaščanom za skupno sodelovanje. Dovolite, da zaključim s besedami Sebastjana Knajpa. Narava nam ponuja vse, kar potrebujemo, da ostanemo zdravi. Ta resnica je vtkana v vsako podrobnost našega projekta. Hvala. Direktorica, lepa hvala za vaš nagovor. Mislim, da ste v vseh teh 30 letih dokazali, da zmorete. Zato resnično verjamem, da bo šlo vse po načrtih in se bomo kmalu zopet srečali na otvoritvi. Vse, kar ustvarjate, ima, kot pravite tudi vi, širši pomen. Zelo pomembno je tudi, da v to prelepo dolino prinašate priložnosti za razvoj. Ustvarjate delovna mesta za mlade in s tem skrbite za cvetočo prihodnost vseh. Prav zato smo še posebej veseli, da so danes med nami mladi, ki bodo imeli morda že kmalu v prihodnosti priložnost soustvarjati ponudbo Knajp Natur hotela. Zato sedaj besedo dajemo mladim pevcem in pesmi. Otroški pevski zbor Osnovne šole Šmartno v Tuhinju bo sedaj pod vodstvom Petra Pogačarja zapel pesem, zopet povedni naslov, Iščem hišico, za katero je besedilo napisala Anja Štepan, glasba pa je delo Tomaža Habeta. Iščemo hiško z eno kamnito stopničko do vrat, z majhnimi okenci, starim balkončkom, majhno kot kažico, lepo kot grad. Iščemo hišico v čudežnem kraju, kjer se godijo le lepe reči, kjer na podstrešju se skrivajo zgodbe, vrtu za hišo snežinka leti. In če bi našli še prave sosede, same prijazne in dobre ljudi, potlej gotovo bi srečno živeli naše tri muce in kuža in mi. In če bi našli še prave sosede, same prijazne in dobre ljudi, potlej gotovo bi srečno živeli naše tri muce in kuža in mi.
lepa hvala tudi vam. V vseh teh letih, vse od prvih pobud in idej, je občina Kamnik prepoznala, kako pomemben je razvoj Term Snovik in s tem seveda tudi Tuhinjske doline, ki je tako postala neprecenljivi del bogate turistične ponudbe občine. Za nagovor sedaj prosim našega župana, gospod Matej Slapar, izvolite. Hvala za besedo, spoštovani gospod minister Matjaž Han, spoštovani idejni vodja Ivan Hribar, direktorica Katarina Adam, spoštovani predstavniki STO-ja, Turizma Ljubljane, Zavoda za turizem in šport Kamnik, gospod direktor Luka Svetec, gospod Fedja Pobegajlo, spoštovani načelnik upravne enote, podžupan in vsi ostali zbrani župan občine Komende in vsi ostali zbrani lepo pozdravljeni in pa dobrodošli tukaj v Termah Snovik na enem izmed pomembnejših dogodkov v zgodovini razvoja, lahko rečem ne samo Tuhinjske doline, ampak občine Kamnik. Gre za položitev temeljnega kamna pred investicijo, ki je vredna več kot vse investicije do zdaj, oziroma največja investicija na področju turizma na področju občine Kamnik in pa lahko rečem tudi v širši regiji. Gre za nekje ocena vrednosti okoli 20 milijonsko investicijo, ki je smela zadeva, ki je zelo pogumna odločitev lastnikov in pa idejnega vodja Term Snovik, gospoda Ivana Hribarja, da ste se odločili in da ste smelo pristopili k projektu, ki bo pomenil novo smer razvoja in pa pojačal in pa izboljšal ponudbo turizma in pa prenočitev in pa vsega, kar v turizem spada na področju ne samo občine Kamnik, ne tudi Tuhinjske doline, ampak celotne regije. Vesel, ponosen sem, da ste pristopili k temu projektu. Dejstvo je, da kar se tukaj v Tuhinjski dolini v okviru Term Snovik, turističnega društva Tuhinjska dolina in pa nasplošno Tuhinjci lotite, da to tudi speljate. Od tega, ko se je 50 let nazaj, pa 40 let nazaj govorili, da je tukaj topla voda, pa potem so se najdli Ivan Hribar, pa somišljenikov, gospod Srečo Vrankar in ostali, pa ste postavili takrat začetke, torej piloten bazen, potem ta notranji bazen, apartmajsko naselje, naprej tudi zdaj smo pred začetkom gradnje hotela, Naturhotela Knajpovga in to so izjemne zgodbe, kar se ne bi mogli, če ne bi imeli zaupanja, v svoje zaposlene, ne bi imeli zaupanja v svoje solastnike. Gre za to, da je to eno izmed redkih slovenskih podjetij na področju turizma, večjih, ki so v zasebni lasti, ki dejansko z svojim denarjem, svojim znanjem, svojimi izkušnjami gradite vso to zgodbo skupaj z vsemi partnerji in deležniki, ki se jih je v teh letih nabralo ogromno. In tukaj gre za izjemno zgodbo in verjamem, da boste skupnimi močmi ta projekt pripeljali do konca in ta projekt bo dejansko, kot je bilo povedano, predstavljal novo ponudbo v razvoju občine Kamnik, v razvoju tudi širše srednjoslovenske regije in pa tudi celotne Slovenije in pa Evrope. Tako da hvala za pogum, hvala za drznost in pa verjamem, da bo projekt v doglednem času realiziran in da bomo kmalu spet tukaj na odprtju te izjemne pridobitve za naše konce. Hvala vam. Gospod župan, lepa hvala za vaš nagovor, predvsem pa hvala za vso podporo, da se da do sedaj in zagotovo bo tako tudi v prihodnje. V letu 2022 so Terme Snovik uspešno kandidirale na razpisu Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport za sofinanciranje naložb v turistične nastanitve. Prejeli so izjemno visoko oceno za svoj projekt trajnostnega razvoja nove infrastrukture kot tudi spremljevalnega programa in pridobili 1,8 milijona evrov za izgradnjo hotela. Gospod minister, veseli nas, da ste na ministrstvu prepoznali kakovost projekta, pa tudi, da ste nas danes počastili svojo prisotnostjo, ki slovesnosti daje še poseben pečat. Sedaj vas vljudno vabim, da nagovorite zbrane. Župan je malo višji kot jaz, to bom malo popravila. Lep dober dan.
Župan je ena razlika med tabo med mano. Ti bo sigurno na otvoriti, takrat bo še župan, jaz ne vem, če bom, ampak tudi če ne bom vabljen, bom stal v zadnji vrsti, ker me res zanima ta ambiciozen projekt in iskreno čestitam Ivanu Hribarju in ekipi, direktorici, vse zaposlenim za ta korak. To ne, da je to pridobitev za Tuhinjsko dolino in Kamnik, to je pridobitev za Slovenijo. In še enkrat direktorica Katarina, gospod Ivan, župan Matej in pa seveda vsi ostali en lep dober dan. Danes je, kot sem že rekel, pomemben dan za Terme Snovik, za Kamnik, za slovenski turizem. S ponosom sem danes tukaj, da vsi skupaj obeležimo ta začetek investicije, ki je za mene bistveno več kot samo gradnja tega novega hotela. Je gradnja v prihodnost slovenskega turizma, gospe in gospodje, je gradnja v prihodnost trajnostnega in kakovostnega turizma v naši državi. In slovenski turizem, zaposleni v slovenskem turizmu, lastniki v slovenskem turizmu in vsi delavci v slovenskem turizmu si zaslužite en velik aplavz, kaj ste sposobni narediti za prepoznavnost Slovenije. In jaz vas prosim za en aplavz. Zdaj ne vem, če mi bo sicer gospod župnik pomagal, ampak če kaj si slovenski turizem želi, predvsem miru. Mi rabimo v Evropi, v svetu mir, da bodo lahko turisti brez problema potovali po naši prelepi Sloveniji, po prelepi Evropi in uživali, bom rekel, v takšnih lepih končkih sveta, kot je Terme Snovik, tako da župnik še kar enkrat, da ima malo požegnati, da res pridemo do enega miru, ker to si Evropa in Slovenija zasluži. Projekt Knajp Natur Hotel Snovik odraža vse ključne vrednote, ki jih kot mi na ministrstvu, kot država smo v sektorju turizma na nek način naštelali, če lahko temu tako rečem, in pa k temu strmimo. Trajnost, energetska učinkovitost, skrb za okolje in pa ta kvalitetna, kakovostna uporabniška izkušnja so v bistvu naši cilji. In Terme Snovik vse te cilje spoštuje. Pomembno je poudariti, da je ta investicija, ki je seveda res fascinantna, usklajena z vsemi strateškimi cilji, ki smo si jih zadali, pa ne, ko sem jaz prišel že prej v ta slovenski turizem, in bo na nek način omogočala to, kar si verjetno pa vsi skupaj želimo, to, da se bo zmanjšala ta sezonskost, ki je seveda v turizmu lahko včasih težava. Ta investicija bo podaljšala dobo bivanja turistov v tem turističnem objektu, predvsem pa bo seveda iz slik dvignila kakovost turistične ponudbe v tej osrednjoslovenski regiji. In nič narobe ni, če lahko rečemo tudi v Sloveniji. Hkrati pa, kar je pomembno, prispevala k razvoju lokalnega gospodarstva, saj, bom rekel, vključuje in kongresni turizem, in nova delovna mesta, in verjamem, da boste tu v Kamniku, tako kot do zdaj, povezani in med sabo sodelovali. Jaz sem seveda zadovoljen, da je prišlo do tega sofinanciranja tudi z našega ministrstva v višini teh 1,8 milijona evrov, glede na projekt. Verjetno bi se Ivan strinjal še premalo, ampak v Sloveniji imamo kar nekaj projektov iz tega NOO-ja, teh 56 milijonov, ki smo jih na nek način investirali v slovenski turizem. In Terme Snovik so od prvega dneva, od leta 1994 naprej v bistvu pionirji na področju trajnostnega in ekološkega turizma. To, kar v Sloveniji želimo. Zavezano k okolju, prijaznemu delovanju,
pa seveda s to investicijo dvigujete še na eno raven višji. Ob tem dokazujete, da je mogoče graditi privlačno in hkrati odgovorno turistično infrastrukturo, ki jo podpira tudi lokalna skupnost. Da ne govorimo o obnovljivih virih, o lesu kot naši surovini, katero smo lahko ponosni, tako da zadeva je seveda več kot odlična. Naj počasi zaključim. Hvala vam, družina Hribar in vsem ostalim, ki ste začeli to zgodbo pred 30 leti, da v bistvu soustvarjate zgodbo o uspehu slovenskega turizma. Verjamem, da bo ta Knajp Natur hotel postal zgled dobre prakse, prostor za nepozabna doživetja in hkrati, kar si jaz želim kot Slovenc, ponos ne samo Kamnika, ampak celotne naše prelepe domovine. Čestitam vam ob tem pomembnemu mejniku in se veselim, da bomo skupaj spremljali ta razvoj tega čudovitega projekta. Naj bo ta hotel, Knajp hotel Snovik prostor, kjer se, dragi moji, prepleta zgodovina, trajnost, predvsem pa sodobna vizija turizma. Srečno, Knajp hotel Natur v Kamniku, srečno Slovenija in vse dobro vam želim. Gospod minister, lepa vam hvala za vaš nagovor in seveda lepe želje, pa vsekakor se vidimo na otvoritvi, kar je gospod Hribar. In naj se predvsem ta naša želja za mir res razširi v svet. Mislim, da je to nekaj, česar si vsi lahko samo želimo. Spoštovani gostje, uradni del današnje slovesnosti se izteka. Nadaljuje pa se veselo druženje, ki naj bo prava popotnica v prihodnost. Na današnji pogostitvi so za nas posebej pripravili okuse Kamnika in pa Knajp okuse. Verjamem, da boste v vseh okusih zelo uživali. Z novimi projekti, mednarodnimi priznanji in zavezanostjo k trajnostni prihodnosti so v Termah Snovik postavili trdne temelje za prihodnje uspehe. Terme postajajo vodilna eko-destinacija, kjer se prepletajo zdravje, narava in vedno tudi inovacije. Hvala vsem, ki so ustvarjate zgodbe uspeha Term Snovik, za vse, ki tukaj lahko najdemo tisto, kar v današnjih časih še kako potrebujemo. Mir, sprostitev, darilo zdravja in ravnovesja. Hvala še enkrat vsem mladim, ki so danes za nas ustvarjali. Hvala pa tudi vsem vam, spoštovani gostje, ki ste svojo prisotnostjo počastili to slovesnost. Naj vas pospremim željo, da bi si čim večkrat lahko vzeli čas in si privoščili razvajanje v objemu naravnih lepot Term Snovik, v vsem obilju zdravja, ki ga ponujajo termalna voda in vsi, ki srčno soustvarjajo celotno ponudbo Term Snovik. Hvala še enkrat in seveda srečno na Knajp hotelu in vsem, ki ga boste gradili. Če dovolite, za konec bi se tudi jaz vsem zahvalil, ki ste danes prišli, za vsem, ki ste že veliko prispevali k naši razvojni poti. Seveda pa se tudi za naprej zelo toplo priporočil, ker pomoči in pozitivne energije in volje in odrekanja je pred nami kar veliko. Jaz verjamem, da bomo s skupnimi močmi tudi to uspeli in tako, ki je rekel minister in župan, da se bomo dobili in da bo takrat tisto pravo veselje, ko bomo ta projekt
zaključili. Da pa nas je danes tako lepo popeljala čez ta naš pomembni dogodek. Gospa Barbara pa bi se je z rožico želel tudi njej zahvaliti, kot vsem vam, ki ste pripravljali. In Ivan, še naprej toliko moči, volje, optimizma in verjamem, da ni cilja, ki ga ne bi mogel doseči. Hvala lepa. Hvala vsem. Zadnjič, ki smo na razvojnih forah in smo se toliko detajle,